Mi, cenjeno občinstvo, se pa že vračamo nazaj na pogovor z dr. Ferijem Stepančičem, ki je predavatelj na večgeneracijskem centru Cene Štupar Ljubljana, ki so ga imenovali Naš plac. Dr. Ferij, lepo pozdravljeni ponovno. Hvala. Drugače je znano, da so vaše predavanja in vaše delavnice zelo zabavne, da niso samo poučne, ampak so tudi zanimive in zabavne. Kaj je tista dodana vrednost, ki jo vi date vašim delavnicam? Verjetno to, da je učenec ali pa udeleženec center tega poučevanja, ker brez udeležencev, se zavedam, tudi mene ne bi bilo, tudi večgeneracijskega centra, tako kot tudi predavateljev. Torej, to se imenuje nekako šolska klima, o tem govorim, ampak klima, school climate, da se vsak počuti, da je pomemben del in da je potreben za soustvarjanje tega. Tako da ni to samo predavanje, kot je ex katedra, da jaz samo govorim, ampak da se mene sliši, ker, tako kot smo govorili prej v Gayatri mantra, vem, da imajo vsi udeleženci tudi svoje znanje, svoje izkušnje in če so to 5, 10, 15, to lahko pomnožimo to enkratno znanje krat 15, torej je tega veliko in jaz zmeraj to gledam, to izkušnjo, to priložnost, da se tudi jaz iz tega učim. Ne samo kot predavatelj, ampak tudi kot oseba. Včasih imamo vse super udeležence, včasih majčkeno manj, tako da lahko vadim tudi potrpežljivost, strpnost, umirjenost. Če že govorim o tem, potem takrat je to praksa in takrat se to vidi, če ta Gayatri mantra pri meni sploh uspeva ali ne. Tako da pridno jaz druge nekaj učim, saj pri sebi preverjam in če vidim, da ni, rečem Ferij, moramo še majčkeno potrenirati. Ne. Najprej pred svojim pragom pomesti, da je potem lahko učenje z zgledom, ne? Tako, in prag je pa tako, kot veste, prag moramo pa čiste skozi, ne? Ni tako, da si ga danes v ponedeljek počistil, pa bo v torek tudi čist. In zato se imenuje to večgeneracijski, ker je vse življenjsko učenje. Meni so dostikrat rekli, ja Ferij, zdaj bo pa že konc, ne? Zdaj boš pa že nehal študirati, zdaj si pa toliko let v Ameriki. Žal, ko sem prišel nazaj, sem mogel iti, če sem hotel v šolah delati PAJ, torej pedagoško in andragoško izobrazbo, sem šel na različne izobraževanja, kot so enoletna MUX, modularno usposabljanje za karierne svetovalce in skozi se še nekaj dogaja in to je pač modus operandi, je, da se učimo vse življenje. Tako, lahko je to v šoli, lahko je pa tudi sami pri sebi in tega ne smemo pozabiti, ker tako kot, če smo prej govorili o drevo, ko skozi raste, ko skozi rabi vodo, sonce, če to enkrat zmanjkati, potem uvenemo in upam, da bom rastel do zadnjega diha. To je pa lepa misel. Kot že rečeno, ste že povedali, da ste skoraj 2 desetletji preživeli v študiju v ZDA. Tam ste pa tudi živeli. In kaj menite, da je k vaši uradni izobrazbi doprineslo še to bivanje v Ameriki, njihova kultura? Kako vas je to dopolnilo? Ja, prvič ta odprtost. Jaz sem prišel v Ameriko v resnici v srednji šoli, potem pa tudi sem prišel nazaj na faks in takrat nisem poznal nobenega. Jaz sem prišel z 2 kovčki, en cowboy hat, ki sem ga imel, kitara na hrbtu in sem prišel na faks in sem narobe spoznal, sem videl, da nimajo tako kot pri nas, da bi imeli dormitories, torej študentskih domov in me je kar gospa, Ann Fletcher, ki je postala pač potem mama, je rekla, vidim svetovalka, vidim, da nimaš nikjer za stanovati, kar prid k meni. In sem bil tam teden, 2, ona je imela mamo, starejšo, 90-letno Jo Fay in sem potem za njo skrbel in smo tako postali družina. Torej, to se mi zdi pri nas skoraj nemogoče, da bi kar nekdo prišel k svetovalni delavki in vedela, sam si tukaj, nobenega nimaš v Teksasu, v Dallasu, ogromno je bilo, izgubljen sem bil. In če ne bi bilo te osebe, bi se lahko to vse končalo. Torej, ni pomembno samo tvoje znanje, tvoj trud, ampak tudi okoliščine. In to giving back, torej paying it forward, da nekaj damo, da nekaj naredimo za državo. Tako kot je rekel pač John F. Kennedy, do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Torej, to nekako, da mi lahko nekaj damo nazaj, se mi zdi pomemben. In seveda, v Ameriki imajo ogromno dobrih, pozitivnih, pametnih ljudi, Slovenija pa manjša in mogoče tudi zaradi tega seveda skupek ljubezni, družine, mojih korenin sem prišel nazaj
In čeprav je malo težje uspeti v Sloveniji, se mi zdi kot v Ameriki, ko pa to uspeš ali pa ko nekaj narediš, je pa to toliko slajše. Tako ker odnos s tvojo mamo je dosti bolj pomemben kot odnos s kjerokoli drugo žensko. Mogoče malo težji, ker mama pozna tebe in včasih lahko tudi mečken... Malo bolj stopa na prave triggerje, ne? Tako, to ste dobro povedali. Ampak, ko pa imaš dober odnos z mamo, je pa to nekaj najbolj pomembnega. Tako da enako z državo, z tvojim domom. To se ne da opisati z besedami, to sem spoznal Slovenci, ki živijo tam. In šele, ko nimaš možnosti priti nazaj v Slovenijo, vidiš, koliko je to pomembno. Tako da to, kar imamo tukaj in del te zgodbe je tudi večgeneracijski center, se mi zdi, kaj podjetja, fundacije ali pa tako, kaj javni zavodi ponujajo našim državljanom. In v bistvu večgeneracijski center Ljubljana se tudi trudi, oziroma pri vas se tudi trudite celostno pristopiti k obravnavi posameznika, da mu dajete neke celostne pristope, ne samo takole segmenti. Kako vi to vnašate v svoje delo? Ja, prvo to, da probam povedati, da ta pot, kjer sem jaz postal, ali pa včasih govorijo doktor, pa to je lahko, mislim, da z trudom se lahko, bi rekel, večinoma vsi ljudje naredijo. Prvo je trud, drugo je pa to, da se zavedamo, nekako to pristopam celostno, da ne gledamo človeka samo od odzuni, ne, vides. Dostikrat vidimo, imamo ljudje dve življenji. Eno je Facebook življenje, ne, tam, kjer je vse super, kjer se vsi smejimo, kjer imamo vsi partije, kjer imamo najboljše prijatelje, avtomobile, hrano. Drugo je pa resnično življenje, ki je za temi štirimi zidovi. Te štiri zidovi pa lahko tudi naš svet noter. In nam je pomembno celostno, da notranji občutek je bolj važen, ta iskrenost, to dobročutje. In avto ali pa ura nova ti še ne bo pomagala. In da tukaj pa vidimo, kako pa to vidimo, če je v redu, če lahko se navežem na prejšnjo uro nazaj, je pa skozi prijatelje, skozi socializacijo. Takrat nam oni lahko kar ste rekli, te push the buttons. In da vidimo, če je ta mir, o katerem govorimo, če je to celostna podoba, če dela naprej. In potem pa, če pa ni, pa na temu potem delamo. Seveda, naš trud je pa pomemben. Brez truda pa vemo, da se, mislim, kako je že, še čevelj se ne obuje, brez nuje. Ja, brez muje se še čevelj ne obuje. Hvala. Muke se še čevelj. Ja, muke, muje, to je tam, ne? Ja, jaz sem zelo komot, jaz imam rad kar zavezane, pa se pol žlico, če se le da. No, brez žlice se še Lukatov čevelj ne obuje. Brez žlice se pa čevelj ne obuje. Zdaj pa v teh časih epidemije tudi sami predavate preko spleta, torej predavanja ste preselili na Zoom in Skype in se vam zdijo te razlike kar očitne, ne? Kakšne so zdaj te razlike in se to kar občuti razlika med zdaj realnim in virtualnim svetom, no, če rečemo temu učilnico. Tako. Ja, odvisno od teme. Rečemo na Gayatri mantra, včasih je lahko še boljš, ker se povežemo vsi, si lahko doma, včasih nimajo vsi časa, da pridejo na cene štupar. In ob tistem času majčken je kakšnih 15 minut voda v Gayatri, potem pa se vključimo in vsi skupaj lahko nas je dosti več naenkrat. Torej, zdaj imamo omejitev, ne, prej je bilo 6, 10, zdaj nas je pa lahko dosti več dobi in naenkrat, ravno pred tednom dni je bil svetovni, da je bilo 1024 ur recitiranje Gayatri mantre po celem svetu, ne. Torej, tukaj se pa lahko mi v okviru Slovenije ali pa Ljubljane ali pa tisti, ki so v Cenetu Štuparju, logirajo in zraven prisostvujejo. Z angleščino bom tokrat danes za vami, imam angleščino, zvečer pa še Gayatri. Bomo pa prvič skozi ta Zoom in bomo videli, kako je to, ker je bilo letis pomemben, da si je bil oseben stik, in ker so malo manjše grupce, ki je conversational, torej pogovor angleščina, moraš mi čas, ni da jaz preveč govorim, poslušam, usmerjam, tako da seveda pa za mene spletna IKT ali pa Zoom,
to je za mene le pripomoček. Ne. Je odličen pripomoček, nam lahko olajša delo, tako kot cellphone, ni pa dovolj za naše stike. Mi smo socialna bitja, začutiš ljubezen, srce, oči skozi pogovor, da si v bližini, ne, tudi zdaj vem, ker imam nekega dojenčka, da je mamin dotik je nekaj neprecenljivega, ne, še posebej, imam lahko dotik, nimam pa mamina dojka, je pa, tega pa nima, ne, če lahko. Ja, to pa verjamem, da nimate, ja. Ja, tako, ja, in to pa se ne moramo mi očetje primerjati in mislim, da je tudi tukaj razlika mogoče med tem Zoomom in pa osebnim stikom, no. Je pa seveda, ja, kar povejte. Ne, kar povejte vi do konca. Je pa možnost več ljudi saj sprobati, ne, tisti, ki se mogoče ne počutijo dosti dobri, imajo lahko potih, se lahko mogoče tudi ugasnejo kamero, kakšni, ki imajo kakšne mogoče težave glede socialnih in lahko še zmeraj participirajo ali tako da, jaz pa drugače srčno upam, da se bo to čim prej končalo in da bomo lahko spet skupaj. Ja. Vse je za nekaj dobro, za nekaj slabo, vsaka medalja ima dve plati. Tako je, mi tudi upamo. Dr. Feri Stepančič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in tudi hvala za vaš pozitivno nastrojen duh in lepe misli. Mi vas lepo pozdravljamo in upamo, da boste še kdaj naš gost, pa morda takrat pa fizično, da se Živo, ja. spoznamo še v realnem svetu. Hvala lepa. Srečno. Hvala. In srečno. Cenjene gledalce pa seveda vabimo, da pogledajo na spletno stran Ceneta Štuparja, če je kakšna delavnica, izobraževanje, ki jim bi bilo blizu, morda pa prav predavanja dr. Ferija. Mi na hitro jadramo v oglase, po oglasih bo pa že z nami Obara za pojest. Se gledamo. Se gledamo.